Lep pozdrav iz Opatjega sela, iz vasi na skrajnem severozahodu Krasa. Sem Korad Maruščič, lokalni turistični vodnik za Kras in Brkine. Sicer vam bom danes predstavil sam kraj Opatje selo in dva manjša muzeja, tukaj hišo opatske tradicije in zbirko Prve svetovne vojne v Opatjem selu. Kraj Opatje selo je bilo prvič omenjeno v začetku 12. stoletja med leti 1112 in 1121, ko je oglejski patriarh Voldorik dodelil Opatje selo v fevd samostanu v Belinju. Tako je, da bil Opatje selo takrat v srednjem veku last oglejskih patriarhov, kasneje preide pod devinsko grofijo. Sicer je verjetno najhujše trenutke kraj Opatje selo doživelo v času Prve svetovne vojne, kjer so tukaj potekali neposredni boji v okviru Soške fronte. Prebivalstvo je moralo v begunstvo, kraj pa se je spremenil v ruševin. Po koncu Prve svetovne vojne so se domačini počasi vračali iz begunstva domov in začeli z obnovo samega kraja. Kraj je sicer bil obnovljen po načrtih znanega arhitekta Maxa Fabianija. V času druge svetovne vojne je tukaj prebivalstvo trpelo prvo represijo italijanske, potem nemške in tudi četniške vojske. Sicer je bilo Opatje selo v drugi svetovni vojni tudi ograjeno z bodečo žico. No, po drugi svetovni vojni je bil v Opatjem selu tudi sedež slovenskega odreda za Primorje, Trst in Istro. Kot sem menil, je Opatje selo najhujše trenutke doživelo v času Prve svetovne vojne, ker so tukaj potekali boji v okviru Soške fronte med Avstro-Ogrsko monarhijo in kraljevino Italijo. No, tukaj so trajali boji kar 28 mesecev in po Prvi svetovni vojni je tukaj ostalo ogromno vojnega materiala, kjer smo tukaj člani turističnega društva in zasebni zbiratelji vzpostavili zbirko Prve svetovne vojne v Opatjem selu. Tako si tukaj lahko ogledamo ostaline Prve svetovne vojne, predvsem vojaško opremo, ubojno opremo. Lahko vidimo tukaj nešteto teh granat iz Prve svetovne vojne, bojnih sredstev. No, nadzorno smo hoteli prikazati tudi vojaško življenje v sami Prvi svetovni vojni, tako da smo uredili barako iz Prve svetovne vojne, kjer si lahko gledamo, kako je dejansko sam vojak živel tukaj na Soški fronti v času Prve svetovne vojne. V prvem nadstropju zbirke Prve svetovne vojne v Opatjem selu si lahko ogledamo osebno oborožitev vojakov, potem vojaško opremo, osebne predmete vojakov, predmetov, ki so jih vojaki uporabljali v Prvi svetovni vojni, odlikovanja vojakov in značke, ki so jo dobili ob priložnostih. No, ogledamo si lahko tudi fotografije tistega časa tukaj iz Prve svetovne vojne. V preteklosti so se domačini v Opatjem selu ukvarjali predvsem s kmetijstvom in živinorejo. Izstopajoče obrti v Opatjem selu so bile bičarstvo, kamnarstvo, sodarstvo in reja sviloprejk. Tako imamo tukaj v Opatjem selu hišo opatske tradicije, kjer so predstavljene te izstopajoče obrti v samem kraju. Kot povsod na Krasu je tudi v Opatjem selu bilo razvito kamnarstvo oziroma kamnoseštvo. V 19. stoletju je bilo v okolici Opatjega sela več deset manjših kamnolomov. No, predvsem se je kamnarstvo razvilo med Prvo in Drugo svetovno vojno v času Italije, tudi zaradi potrebe po materialu za obnovo hiš.
Sicer je kamnolom v Opatjem Selu deloval še do leta 1958, sama kamnoseška delavnica do leta 1966, kjer je bilo zaposlenih do 70 delavcev iz okoliških krajev. No, ponovno je bila odprta kamnoseška delavnica leta 1978. No, tako imamo tukaj prikazano nekaj izdelkov, kamnarskih izdelkov, kamnoseškega orodja in same fotografije iz tistega časa, ko je tukaj bila kamnoseška delavnica. Sicer so tukaj v teh krajih pridobivali siv, črn in rdeč marmor. Med drugimi obrtmi je bilo v preteklosti v Opatjem Selu razvito tudi sodarstvo. No, razvoj sodarstva sega v začetek 20. stoletja, ko je prvi sodar, prvi mojster dobil obrto dovoljenje leta 1903. No, razmak tega sodarstva je bil med prvo in drugo svetovno vojno, ko so sodarske izdelke prodajali po vsej Furlaniji, Vipavski dolini in po Krasu, med drugim tudi na Devinski grad. No, po drugi svetovni vojni, ko je te kraje začrtala meja, je prodaja sodarskih izdelkov upadla, tako da so takrat sodarske izdelke prodajali samo po Krasu. No, zadnji sodar je sicer same sodarske izdelke izdeloval tukaj do začetka 80. let preteklega stoletja. No, tako lahko tukaj vidimo precej teh sodarskega orodja, obličev in raznih pripomočkov za izdelovanje sodov. Sicer med sodarske izdelke ne sodijo samo sodi, ampak tudi večje in manjše kadi, plavniki, škafi in tako naprej, ledrice. Sicer so pa za izdelavo sodarskih izdelkov uporabljali les hrasta, jesena, kostanja, češnje, murve in tako naprej. Najbolj razvita obrt v preteklosti pa je bilo v Opatjem Selu bičarstvo oziroma po domače škarabacarstvo, se pravi izdelovanje bičev. Ta obrt je temeljila na lesu Koprivovcu, sama obrt je prišla iz Furlanije nekje v začetku 19. stoletja. No, les Kropinca oziroma Koprivovec, Celtis australis, to je les izjemno prožen les z dolgo obstojnostjo, ki so ga kar množično gojili tukaj v teh krajih. Sicer je razcvet to bičarstvo, izdelovanje bičev doseglo v času pred Prvo svetovno vojno, kjer je bilo tukaj okrog 8 delavnic in zaposlenih več kot 50 delavcev. No, takrat so izdelali do 100 000 bicev letno, ki so prodajali takrat vsej takratni Avstro-Ogrski, celo na Dunaj. No, sama obrt je nekako po Prvi svetovni vojni zamrla, po Drugi svetovni vojni je pa samo obrt izdelovanje bičev obnovil krajevni ljudski odbor in kasneje prenesel na kmetijsko zadrugo, ki je delovala do leta 1965, no in potem je obrt prešla v privat roke, kjer so biče izdelovali še do konca 80. let prejšnjega stoletja. No, sicer izdelovali so dve vrste bičev, tako imenovani gladek bič, ki je bila dejansko tanjša, daljša palica do 2 metrov in tako imenovani pleten bič. Sicer je gladek bič se uporabljal za fjakat, za priganjanje konjev, medtem ko je bil pleten bič za priganjanje volov. No, tako lahko tukaj tudi vidimo kar precej tega orodja za izdelavo bičev in si lahko tukaj v sami hiši opatske tradicije ogledamo tudi sam film o izdelovanju bičev v preteklosti.
Hvala za vašo pozornost in vabim vas, da nas v živo obiščete tukaj v Opatjem selu.